V tem videu ti pokažem, kako lahko ChatGPT uporabiš oziroma izkoristiš za pisanje vsebin za svojo spletno stran, kot je na primer blog, in pa tudi za družabna omrežja, kot sta Facebook, Instagram, LinkedIn in tako naprej. Veliko podjetnikov porabi ogromno časa za pisanje vsebin za Facebook, pa za Instagram, da za blog v bistvu sploh ne govori. In veliko izmed njih je tudi takih, ki se ravno iz tega razloga ne odločijo, da redno pišejo svoj blog. In tukaj izpuščajo v bistvu veliko priložnosti za rast. Zato ti v tem videu po korakih pokažem, kako lahko prihraniš ogromno časa za ustvarjanje takih vsebin. Najprej pa poglejmo, kaj sploh ChatGPT je. ChatGPT je velikojezikovni model, ki ga je ustvarilo podjetje OpenAI. Je umetna inteligenca, ki je bila trenirana z ogromno količino besednih podatkov, da bi lahko odgovarjala na vprašanja in generirala tekst v naravnem jeziku. ChatGPT je zasnovan tako, da lahko uporabnikom pomaga pri različnih nalogah, kot so odgovarjanje na vprašanja, prevajanje besedil, ustvarjanje besedil in podobno. Z uporabo globokega učenja in nevronskih mrež je ChatGPT sposoben ustvarjati skladen, tekoč in naraven jezik, ki je podoben tistemu, ki ga ustvarjamo ljudje. Po domače povedano, gre za orodje, ki ti lahko pomaga pri ustvarjanju vsebin in drugih nalog, ki jih želiš. Še preden pa ti pokažem posamezne korake, kako lahko uporabljaš to orodje, pa bi se rada dotaknila enega omejujočega prepričanja, ki ga ima kar nekaj podjetnikov in podjetnic. Na vsak način se v bistvu želijo izogniti novosti. To je v resnici strah pred novim. In to je približno tako, kot če bi želeli skuhati eno čudovito dobro kosilo in moramo zelenjavo narezati na manjše koščke. In imaš na voljo ali eno leseno palčko ali pa bolj mogoče novejši izum, oster nož. Kaj izbere? Tudi če te na začetku strah uporabljati nož, ker je oster in se bojiš, da se boš porezal oziroma porezala, lahko ti v bistvu z vajo in da se ga naučiš pravilno uporabljati, zelo olajša in pohitri tvoje delo. Torej sekanje in sesekljanje zelenjave. In večkrat, ko uporabljaš tale nož in bolj ko se učiš, več ko imaš izkušenj z njim, hitreje ti bo to rezanje šlo in tudi bolj samozavesten oziroma samozavestna boš pri uporabi tega noža. In s tem v bistvu prihraniš ogromno časa, pa tudi rezultati bodo veliko boljši. Torej, če imaš tudi ti kakšno omejujoče prepričanje glede uporabe umetne inteligence oziroma takšnih in drugačnih orodij, potem ti bom v tem videu zdaj pokazala, kako lahko to orodje uporabljaš korak po koraku, da prihraniš ogromno časa in ustvariš v bistvu nove vsebine ali pa ideje za svojo spletno stran, družabna omrežja ali karkoli drugega. Si za akcijo? Gremo! Prvi korak je, da določiš temo vsebine. Preden sploh gremo na samizno orodje oziroma ta chat, da ti pokažem, kako deluje, je v bistvu pomembno, da si določiš vsebino oziroma tematiko vsebine, ki jo želiš ustvariti. Pomaga, da dobiš potem bolj specifične in točne rezultate. To si najprej vzami malo časa in naredi en taki brainstorm oziroma zberi vse ideje, kaj želiš ustvariti. Pomisli, kakšen je tvoj namen oziroma kako lahko ta tvoja objava oziroma vsebina, ki jo želiš ustvariti, pomaga tvoji idealni stranki in kakšna je tvoj cilj te objave. Če res nimaš nobene ideje, kaj bi sploh bila tvoja vsebina, potem daj vsej razmisli o približni smeri in v bistvu tale chat uporabi za generiranje idej. Zdaj, kako pa to narediš, pa ti pokažem v naslednjih korakih. Korak 2 je prijava in dostop do ChatGPT. Na spletni strani chat.openai.com se najprej registriraš, če računa še nimaš, in ko ga enkrat imaš, se enostavno prijaviš. Torej najprej klikneš na Sign up in izpolniš obrazec. Torej vpišeš svoje podatke, izbereš geslo in nadaljuješ. Najprej je potrebno še potrditi mail. Ko potrdiš mail, vpišeš lahko še svoje podatke, čisto po želji. In vpišeš telefonsko, kamor želiš, da ti pošljejo kodo za potrditev. Ko greš čez celoten
postopek registracije, prideš potem do samega čata, kjer pa bo zdaj se dogajalo vse, kar se želimo. Tretji korak je, da vpišeš iskalni niz oziroma zahtevano akcijo. Naprimer, želiš zgenerirati 10 idej za blog post o jogi, lahko naprimer napišeš 10 idej za blog post o jogi in klikneš Enter in tako lahko hitro dobiš in zgenerirati 10 objav. Naprimer, kaj je joga in kako se razlikujejo različni slogi joge, prednosti redne vadbe joge za telo in kako začeti z vadbo joge, če ste začetnik, kako pravilno izvajati najpogostejše jogijske poze, kako jogijske prakse pomaga pri lajšanju stresa in tesnobe, joga in prehrana, kako prehrana vpliva na jogijsko prakso, joga in meditacija, kako lahko meditacija izboljša jogijsko prakso, kako jogijske prakse vpliva na fizično in duševno zdravje. Joga za različne starostne skupine, jogijska vadba za otroke, starejše in nosečnice, kako lahko jogijska praksa izboljša vaše splošno življenje in odnose z drugim. Prej lahko opaziš, da je idej, ki ti zgenerira kar nekaj in ene so boljše kot druge. In lahko se uporabljaš seveda slovenski jezik, lahko se pogovarjaš v slovenskem jeziku, včasih so mogoče kakšni prevodi malenkost nerodni, tako da pazi pri tem, če ti je bližje oziroma ti ni problem uporabljati pa angleščine, pa ti seveda priporočam, da se v ChatGPT uporabljaš v angleškem jeziku. Četrti korak je generiranje vsebine. Ko imaš idejo oziroma izbereš vsebino, o kateri želiš pisati na blogu, lahko torej ustvariš naslov. In tale naslov lahko potem zahtevaš, da ti napiše celoten blog avtomatsko. Pa narediš tako, da enostavno v polje napiši blog z naslovom 5 najboljših jogijskih položajev za lajšanje stresa in tesnobe. Klikneš Enter in počakaš in že se ti začne pisati celoten blog. Tako, cel blog je napisan. Peti korak je urejanje vsebine. Tako se ti v bistvu izpiše celotna vsebina za cel blog. In če uporabljaš za komunikacijo z tem orodjem slovenščino, potem lahko velikokrat opaziš, da so mogoče včasih prevodi malenkost nerodni. Zato pazi, da potem besedilo prilagodiš na svoj glas oziroma primerno urediš. Seveda ti ne svetujem, da zdaj vsebino kar kopiraš in jo direktno uporabiš, ampak jo uporabiš kot inspiracijo. Zdaj, ali je ta besedilo, ki ga je ustvaril chat, res vrhunsko in primerno, bo vedel strokovnjak za jogo. In ti kot strokovnjak na svojem področju imaš to en način, kako lahko si pomagaš z ustvarjanjem vsebin in jih potem samo še editiraš oziroma prilagodiš, da bodo primerne za tvojo idealno stranko in tvoj brand. Cilj tega je, da v bistvu umetno inteligenco oziroma ta ChatGPT uporabiš kot eno tako orodje, kot je na primer nož, s katerim si lahko pomagaš pri sekljanju zelenjave. Tole orodje pa lahko uporabiš, da ti pomaga z idejo oziroma neko strukturo vsebine ali celo delno, da res lahko uporabiš to vsebino. Seveda pa potem še urediš in prilagodiš svoji idealni stranki in pa svojemu brandu. In potem, ko imaš blog napisan, ga je seveda fajn tudi spromovirati na družabnih omrežjih. Recimo, da potem, ko imaš blog objavljen, želiš to spromovirati na Facebooku, torej dati objavo, da je na tvoji spletni strani oziroma blogu nova objava in povabiti ljudi, da si ga prebere. In tudi za to objavo na Facebooku lahko uporabiš ChatGPT. In sicer vpišeš čisto enostavno, napiši Facebook objavo za promocijo bloga z naslovom 5 najboljših jogijskih položajev za lajšanje stresa in tesnobe. In že se ti izpiše samo besedilo, ki ga potem lahko seveda preoblikuješ, prilagodiš in uporabiš za Facebook objavo. Tahle objava je v bistvu čisto luškana. Le pazi, da recimo, če ti uporabljaš večinoma tikanje, da je potem tudi to besedilo tako prilagodiš, da ne bo že iz letala videno, da je napisano računalnikom. In to je to. Super enostavno, ne? Pogosto pa se pojavi tudi vprašanje, kako je z avtorskimi pravicami tako ustvarjenih vsebin. Povprašajmo kar ChatGPT. Avtorske pravice na ChatGPT pripadajo podjetju OpenAI, ki je ustvarilo model. Vsebina, ki jo je ustvaril ChatGPT, je last OpenAI in se lahko uporablja le v skladu s pogoji in omejitvami, ki jih je določilo podjetje OpenAI.
Vsebina, ki jo ustvari ChatGPT, je namenjena izključno za osebno uporabo in ni dovoljeno uporabljati v komercialne namene, razen če ima podjetje OpenAI izrecno dovoljenje. V primeru, da želite uporabiti vsebino, ki jo je ustvaril ChatGPT za komercialne namene, se morate obrniti na podjetje OpenAI in pridobiti ustrezno dovoljenje. Poleg tega je uporaba vsebine, ki jo ustvari ChatGPT, podvržena avtorskim pravicam, ki veljajo v državi, kjer se uporablja. Pri uporabi vsebine, ki jo ustvari ChatGPT, se je treba držati vseh zakonov predpisov, ki veljajo za avtorske pravice. Upam, da ti je bila tale objava všeč in ti je predvsem pomagala pri generiranju tvojih naslednjih vsebin za blog, za družabna omrežja, maile, mogoče tudi oglase ali karkoli drugega v resnici potrebuješ. Če ti je bila ta objava všeč, potem te vabim, da klikneš na subscribe in pogledaš naslednji video, ki ti ga bo predlagal YouTube.